intuitivni navdih za teden od 17. do 23.3. Včasih se v življenju zgodijo zapleti in ti zapleti lahko prinesejo marsikatero jasnost. Ta teden bo prinesel marsikateri zaplet, zato se ne ustraši vsakega takega dogodka in preprosto ga sprejmi z mirnostjo, z mirnostjo v telesu in z mirnostjo v srcu. Lepo poglej na zaplet, nikar ne odreagiraj z jezo, kajti to bi poglobilo še večjo razsežnost tega dogodka. Preprosto vdihni, ko se kaj takega pripeti, preprosto vdihni, za trenutek zapri oči in stopi v svojo svetlobo, stopi v svojo poravnavo, stopi v svoj svetlobni steber. Lahko si preprosto predstavljaš, da resnično stopiš v svoj svetlobni steber in izdihni. Ponovno vdihni in izdihni, preden izrečeš besede obtoževanja, preden izrečeš besede pomanjševanja, preden izrečeš vse tisto, kar bi obžaloval. Pomembno je, da se take vroče juhe ne poje takoj. Pomembno je, da se pohladimo in potem malo iz distance odgovorimo. Dajemo nek povraten energijski namen in se nekako pomirimo s tem. Pomirimo celotno situacijo, pomirimo tudi človeka, ki stoji nasproti nas. Mogoče ga bo ta vaš molk oziroma to, da ne odgovorite takoj, pripravilo, da tudi sam vdihne in izdihne. Nekako ga bo osupnilo, vendar dejansko je to trenutek za trezen razmislek. Dejansko je to trenutek, ko se bo tudi človek nasproti vas zavedal, da je mogoče pretiraval. Zato so te situacije v življenju tako pomembne, da nas v bistvu postavijo v našo lastno svetlobo. Kajti prej nas je obdajala tančica sivine oziroma teme, oziroma se je priplazilo skozi špranje našega strahu ta temačno področje energijsko oziroma ta krpica temnine. Zato je pomembno, da izdih in vdih naredite v obliki svetlobe. Toliko smo vam želeli povedati in vas opozoriti za ta teden, kajti resnično je pomembno, da vse te zadeve preživimo oziroma predelamo v neki dostojanstvenosti in v sporočilu, da ste vredni spoštovanja in da niste vredni takega napada. Tako je tudi v obratni smeri, da tudi vi predajate spoštljivo in tudi vi sprejemate spoštljivo. Želimo vam lep teden in vsekakor čim manj konfliktov. Vaši vodniki.